Lepo pozdravljeni. Danes sem povabila v moj kotiček dva izjemno zanimiva gosta in bom kar lepo pozdravila gospoda Matjaža Obranoviča in gospoda Borisa Štamolaka. Hvala lepa za povabilo, tako da smo pripravljeni na današnji izziv. Dobrodošli v popotovanju za dvig zavesti. Pred kratkim sem opazila, da sta pripravila eno čudovito zadevo in to dvomesečno popotovanje, v bistvu nekako, da zajamemo nebo in zemljo. Združenje nas v enost, kot nebo in zemljo, kot človek in duša, telo. Kaj je v bistvu ta esenca tega popotovanja, zaradi česar sta to naredila, Matjaž, če lahko mečkam poveste? Živimo v izjemnih časih, v tem smislu, da se nad nami izvaja najhujša tiranija v zadnjih eonih, ne samo stoletjih, tisočletjih. Se pravi, celotno človeštvo stoji pred enim ogromnim izzivom. In ta izziv je se dejansko, ali bomo obstali ali ne bomo obstali, ali bomo padli ali se bomo dvignili v višjo vibracijo. Namen vseh teh sporočil in pa delavnic, ki jih bomo izvajali z bodočimi sodelavci, bo v tem, da jih pripravimo na ta velik izziv. Kajti nimamo zadosti časa, ker smo vsak dan testirani z lažnimi sporočili in pa tudi z nizkimi vibracijami, ki nas stalno iritirajo. In bistvo vsega tega je, da preprečimo vdor temnim silam, ki so tukaj že na zemlji, že stoletja, tisočletja. Se pravi, moramo spremeniti v osnovi naš sistem razmišljanja in pa ne dovoliti nizkim frekvencam, da nas obvladujejo. To je glavni namen te delavnice. Zakaj se nam to mudi? Kaj je ta rdeča luč, ta semafor, ki nam sveti dobesedno vsak dan preko medijev, preko časopisov, preko vsega tega? Zakaj se toliko trudijo, da v bistvu nam prodajajo laž? Resnica je popolnoma nekaj drugega. Gre za to, da elita, kabala, kakorkoli jih imenujemo, oni vedo, kdo smo mi, oni se bojijo, da se mi prebudimo. Kajti, ko se bomo mi prebudili, oni izgubijo moč nad nami. In ko bo izgubili moč nad nami, so oni nemočni. In zato je sedaj taka sila, kar se tiče cepljenja in teh ukrepov, zato da nas ustrahujejo. Ne govorimo samo za Slovenijo, ampak lahko govorimo za cel planet. Matjaž, ti veliko govoriš o Galaktični federaciji. Jaz sem praktično preko tebe to prvič slišala in sem šla vse pregledati, kaj zdaj to je, kdo je to. Smešno je, da mi res mislimo, da smo v tem ogromnem univerzumu sami. Kdo poleg nas je še z nami, čeprav jih mi ne vidimo, velikrat jih čutimo, in na kakšen način nam v bistvu te tuje civilizacije pomagajo in kaj se na nek način pričakuje od nas na stopni zavesti? Treba je pač v osnovi razložiti, kdo je ta federacija, zakaj je tukaj, zakaj prihaja, kakšne ima namene, kakšen je sploh vzrok, da so sedaj prišli. V bolj večjem številu, kajti z nami se dogaja ogromna transformacija, se pravi transformacija v naših telesih. Če pa gremo iskat vlogo same federacije, je pa tukaj na Zemlji en kratek dogodek, ki se bo sedaj zgodil, in ta prehod, ki bo trajal v našem časovnem tridimenzionalnem svetu še 100 let, iz vidika više zavesti se bo pa zgodil v trenutku, posebno za nas ljudi, ki smo na to že pripravljeni. Sama federacija in tukaj igra dvojno vlogo, to bomo še pojasnili potem v samem temu predavanju. Trenutno federacija igra tako čudno vlogo. Zakaj? Zato, ker mi živimo v matrici in vsakič, ko dvignemo zavest, to matrico premaknemo. Ta matrica zvalovi kot mreža, ko dobi golman gol. In takrat mrežo predzatresamo, s tem dejansko animiramo to igro. Federacija pa noče, da bi se igra kljub eonom let, tisočletja, milijonom let končala. Bojijo se svoje nadzorne vloge. Čeprav moramo pojasniti to, da sama federacija na teh nižjih nivojih odlično upravlja svojo vlogo. Zraven tega so pa tudi igralci, ki jih sploh mi še ne poznamo. Se pravi, igralci, ki se nočejo pokazati in pa dajo ukaze nižje rangiranim članom v federaciji. Kajti federacija sama ima ogromno vlogo. Od leta 1983 pa naprej je že prejela ogromno članov, se pravi, takrat je imela okoli 100 000 članov, sedaj ima preko 200 000 članov in to je dejansko ogromna stvar. In dobiti soglasje od vseh je izredno težko. Nekateri člani se dobesedno lovijo na geslo njihovo, ne intervencija, počakajmo, opazujmo. Mi moramo priti do te federacije na pol poti. Ne smemo se zanašati na njih, ampak moramo prebuditi svojo moč, se dvigniti nad njih, ker mi smo dejansko njim konkurenca. In to je bistveno. Vse ostalo bomo pa potem razložili že v teh bodočih predavanjih. Boris,
ti imaš zelo bogato domišljijo, pa te bom malo podrezala. Daj mi zaupaj, kakšne tehnike, kakšni prijemi, kakšne skrivnosti in kakšne informacije, kateri segmenti se bojo nanašali v vseh teh dvomesečnem popotovanju. Česa vsega se bomo dotaknili? Tematika bo zelo široka, specifična. Zelo pomembno je, da v tem popotovanju za dvig zavesti razumemo, kdo smo mi kot svetlobno bitje, kdo smo mi kot fizično telo. Namreč gre za to, da moramo uravnati yin-yang. Dihanje bo eno izmed zelo pomembnih stvari v naši delavnici. Potem je tu prehrana. Vsi mi ljudje, ko smo učeni iz tisočletja v tisočletje, vse bolj modernizirano, vse bolj napačno se prehranjujemo. Torej, katera hrana ima nizko vibracijsko frekvenco in katera hrana ima visoko vibracijsko frekvenco. Kaj je nizka vibracijska frekvenca in kaj je visoka? Kako dvigniti vibracijsko frekvenco? Gre za brezpogojno ljubezen. Se pravi, če sem jaz zdaj prav razumela, bomo se dotaknili tujih civilizacij, kanaliziranje z višjimi bitji, angeli, vse te zadeve, v bistvu, ki nam skozi sporočajo preko naše intuicije, preko našega čutenja, ki je naša smer, ki je naša pot. Poleg tega bomo pa vkomponirali tudi zemeljske sestavine, kot so prehrana, gibanje, dihanje preko našega fizičnega telesa. Jaz verjamem, da dolgočasno nam ne bo. Oba dva imata zelo močno svojo pot, Boris bolj tukaj na nek način, če lahko rečem zemeljsko, in Matjaž povezavo res s tujimi civilizacijami. Meni se zdi tako kot en tak luštan par brata, ali kako naj bi človek temu rekel, mislim, da se poznata tudi že odprej. Tako da komaj čakam, da se 28.8. to popotovanje začne. Datum sta verjetno zbrala toliko zanimiv, zato ker prihaja 4. val, da bomo skupaj jadrali čez vse te polemike, cirkuse in koktejle, ki nam jih pripravlja ta čudovit sistem. Pač jaz verjamem, da nam bo naredil res eno tako ludo kučo, tako kot Boris reče, da dolgčas nam ne bo. Kako vidva gledata na ta 4. val, ki prihaja? Če lahko, no, da začnem, to sem že povedal že parkrat, da od 13. marca lansko leto se vsak dan smejem. Živim v enem takem mehurčku sreče, radosti, zadovoljstva, povezovanja z naravo in obenem se pa čudim, kaj so ljudje sploh zmožni, kako so zmožni nasesti te zunanji propagandi. Se pravi, pri ljudeh vsako stvar so pozunanjali. Noben ne gre v svoje srce, če grejo na sprehod, klatijo okoli, se zanimajo za druge stvari, ne opazijo ptičev, ne opazijo, ko trava raste, ne vidijo dreves, ne vidijo listov. In to je glavni problem. Se pravi, dogaja se robotizacija ljudi. Bolj jih zanimajo telefoni, kjer nov model iPhone bo prišel ven pri računalnika, kot pa notranje potovanje. In to je za človeštvo katastrofa. Kar vse te civilizacijske pridobitve, ki smo jih dobili s to tehnologijo, so namenjene samo za strmoglavljenje človeštva in pa zavesti. To je bistveno sporočilo. Hvala vam, kmalu se vidimo. Za vsa vprašanja, če kdorkoli ima, pa lahko pod ta video napiše vprašanje in bosta Matjaž in Boris tudi odgovorila. Hvala tebi za povabilo, za to prijetno izkušnjo. Hvala za povabilo in se vidimo. Čau, čau. Dio.